Višnja Gora je minuli konec tedna z že 29. Aninim sejmom znova obudila svojo bogato zgodovinsko sejemsko tradicijo, ki je privabila tako obiskovalce kot sejemske ponudnike od blizu in daleč. Ana pa veliko pomeni za krajane Višnje Gore in lepo je to, res je lepo v Višnji Gori. Super je to druženje in tako premalo pridemo, res enkrat na leto samo. Čudele bolj pogosto pridejo tudi od druge zadnje čase. Mogoče prej niso, zdaj pa mislim, da kar pridejo. Malo smo obiskali Anin sejem v Višnji Gori s tem, da so štanti čudoviti. Tudi sodelujoči na sejmu so začutili pristnost dogodka. Moram priznati, da sem presenečena, glede na to, da poznam, kar je v Ljubljani, kar se dogaja v Ljubljani. Je tukaj izredno čustveno, prijetno, bogato. Sploh ne znamo opisati z besede, tako pristno, tako kot je bilo pred 500 leti. Višnja Gora je starodavno srednjeveško mesto, ki je imelo bogato sejemsko dejavnost nekoč, 13 sejmov letnih. Naš Anin sejem pa je ostanek te tradicije, poskušamo oživljati to tradicijo sejemsko in pa seveda je posvečen naši mestni zavetnici, sveti Ani, ki danes goduje in imamo njeno cerkev v mestnem središču. Pestro je bilo tudi obsejemsko dogajanje. Imamo tukaj lepo zbirko starodobnih vozil. Dogodek pa popestrijo tudi predstavniki našega konjeniškega društva. Udeležujemo se že, kako bi rekel, tradicionalno več let in veseli smo, pridemo na ta sejem, vzdušje je enkratno. Želimo veliko uspeha, še naprej pa obiska. Imamo tudi prikaz izdelave starih obrti iz društva Gradež za ohranjanje kulturne dediščine. Imamo tukaj turistično društvo Škofljica, ki prikazujejo, kako so se izdelali izdelki iz lanu nekoč. Pokažemo, kaj znamo, kaj so nekoč znali, no, da za nami še dokaj tazga počne, ne? Od zobotrebcev do kleklanja, prepražnikov, vse sorte. Ob Aninem sejmu svoja vrata odpre tudi mali muzej. Rada pokaževa, kar imava v svojem času, kar živiva tukaj z možem. Sva v tej hiši restaurirala in odkrila marsikaj, zato rada to deliva tudi z drugimi. Vsem obiskovalcem in sodelujočim na sejmu se je zahvalil tudi podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole. Ki je seveda en odraz prizadevanja tukajšnjih društev za ohranjanje starih običajev, vrednot in za lokalno skupnost je to pomembno. Z različnimi delavnicami so organizatorji poskrbeli tudi za zabavo in animacijo otrok.